Pozdravljeni! Dobrodošli na predavanju, ki se imenuje Primerjava japonskih in ameriških stripov. Pripravili smo ga Sasu, Cu in Maši. Upamo, da boste uživali. No, da kar začnemo. Že od nekdaj je znano, da se v svetu stripov najde nekaj prav za vsakogar. Ni pomembno, ali si jo bo že... Pardon, tehnične problemi. Okay. Ni pomembno, ali si oboževalec romantike, akcije ali grozljivk, saj so stripi kot subkultura že skoraj tako razširjeni ter popularni kot na primer filmi, knjige in podobno. Združitev slike in teksta vsekakor ni eno novejših odkritij in prav zaradi tega se lahko tovrstni način pripovedovanja zgodbe razširil po vsem svetu in ponekod celo prerasel v nekaj več, vodilno silo popkulture. Stripov, takih ali drugačnih, ni več mogoče izpodriniti iz naših življenj, saj se z njimi srečujemo, ne glede na to, ali smo voljni ali ne. V današnjem predavanju se bomo osredotočili predvsem na prav to razvejanost in raznolikost stripov v današnjem svetu. Seveda bi lahko o teh razlikah govorili tudi po več ur, ampak mi se bomo osredotočili predvsem na dve zelo konfliktni in hkrati tudi paralelni zvrsti. To so japonski stripi in ameriški stripi s poudarkom na superjunakih. Najprej povemo definicijo obeh pojmov. Manga je ameriški izraz za humorično sliko, ki se je nekako v Ameriki prijela, čeprav na japonskem izraz manga v bistvu ne uporabljajo. Uporabljajo preprosto besedo komiks oziroma stripi. Poleg izrazoslovja je japonski strip poseben še zaradi kar nekaj različnih faktorjev, ki ga ločujejo od stripov iz drugih delov sveta. Ne le stil risanja, ki je seveda najbolj padljiv bralcu, temveč tudi potek zgodbe, prikaz le-te, dolžina stripa in podobno. Ameriški stripi pa se za razliko od mang imenujejo kar z besedo komiks. Pod ta izraz seveda ne štejemo izključno stripov ameriškega izvora, temveč vsako slikopisno izražanje izdano v knjižni obliki. Ameriški stripi pa se navkljub posplošenemu izrazu temeljito razlikujejo od ostalih stripov. Najbolj uporabljena in priljubljena tematika so namreč superheroji, ki so že leta in leta gonilna sila stripovske industrije. Stripi superjunaki namreč zavzemajo kar 90% vseh v Ameriki proizvedenih stripov, kar je tudi razlog, zakaj se bomo osredotočili. No, da nadaljujemo. Kot že omenjeno, je po našem mnenju stil risanja prav tisto, kar je bralcu najbolj pade v oči. Mnogi namreč sledijo načelu vizualne privlačnosti in tako le prelistajo določen strip, predno se odločijo, če ga želijo prebrati ali ne. To velja posebno za ljudi, ki po tovrstni literaturi ne posegajo pogosto in tako nimajo nekega vzpostavljenega mnenja oziroma okusa. Različni stili risanja izhajajo iz različnih kultur in navad države, v kateri pač obravnavani strip izhaja. Predvsem je to pomembno upoštevati zgodovino ter pogled na vrednote, kot so nacionalizem, lepota in umetnost. Amerika je z tega stališča veliko bolj usmerjena v pomembnost države, patriotizem in nacionalno zavest. Dejstvo je, da se Američani povzdigujejo nad posameznike, ki so nadvladali v državi, pa tudi v svetu. Te posameznike postavljajo za heroje, ter jih temu primerno tudi tretirajo. Tu pa ne gre le za vojne in politične primere, čeprav prav ti prevladujejo, temveč tudi za znanstvenike, raziskovalce in posameznike, ki so dosegli nekaj pomembnega. Japonci so v okviru patriotizma razlikujejo od Američanov. Zaradi določenih sramotilnih dogodkov v lastni zgodovini svoje države ne povečujejo do te mere, prav tako pa ne ljudi, ki so se zanjo borili. Res pa je, da so sledi tega tudi v daljni preteklosti, se pravi v času samurajev in dinastij, a novejši časi, iz katerih se večina primerov črpa snov za realistične mange, tega preprosto ni. Japonci čutijo veliko manjšo potrebo po herojih, ki bi skozi take ali drugačne načine predstavljali njihovo državo, jo branili ter ohranili pomembno ter močno. Saj so že sami po sebi močna in utrjena združba posameznikov. Zaradi enotnosti in tradicije se lahko v njihovi državi tako razvija čut za lepoto in kulturo,
temelječ na zgodovini, predvsem pa na raznolikosti in večplastnosti te stare države. K temu teži tudi slog risanja. Američani s svojo težnjo pomočnih posameznikih so v stripe unesli smisel za junaštvo ter pravico, podkovano z obvarovanjem civilistov ali celotnega sveta. Osredotočili so se na zgodbe posameznikov, prevzdignenih nad ostale s preprostim namenom, vzpostavljene pravice in boj proti zlu. Ameriški stripi so tako stereotipično natrpani z zelo fizično močnimi liki, z mišicami in posebnimi močmi. To lahko opazimo celo pri ženskih likih, ki so dosti bolj surovi kot recimo v japonskih primerih. A se sliši sploh? Se opravičujem. Prekomerno razvite mišice sicer niso nujne, ampak se dogajajo zelo pogosto. Se veliko bolj ustrezajo rdeči niti stripov o superjunakih, torej temi boja dobrega proti zlu. Mange po drugi strani pa ne predstavljajo samo posameznikov v zgodbi na nešteto načinov, temveč se zavzemajo tudi za različne tematike. Kot že omenjeno, se je Amerika resnično osredotočila le na klic pravice, medtem ko so mange pravi spekter različnih konfliktov, zgodb in karakterjev. Seveda to pripelje tudi do raznolikih stilov risanja in podajanja zgodbe, a celo mange, ki bi se mogoče po tematiki lahko kosale z stripi o superjunakih, kot so na primer slavni Batman ali Marvelov Iron Man, ohranijo stil, ki se popolnoma razlikuje od ameriškega. Tako moški kot ženski liki so prikazani nežneje, v mehkejših tonih in zato nekateri ljubitelji ameriških stripov celo kritizirajo, da so preveč poženščeni in bi jih lahko drugače primerjali s superjunaki. Razlika v stilu pa se ne prenehajo tu. Zelo značilno za mange je seveda tudi, da so črno-bele, medtem ko so ameriški stripi v celoti pobarvani. Ne eno, ne drugo v bistvu ne prevlada kot boljše, ker so se Japonci zelo izurili v načinih senčenja in tako izpade slika še bolj poudarjena, kot bi bila v ameriškem stripu. Močne barve v slednjem pa so vsekakor pomembne, saj brez njih strip ne bi bil tako privlačen. Z akcijo natrpane strani so pač bolj privlačne za bralca. A spet tukaj se gre samo za razliko v tematiki obeh nasprotujočih strani. Mange in ameriški stripi so si različni tudi v dolžini in poteku zgodb, ki jih vsebujejo. Medtem ko superjunaki ostajajo center celotnega stripa in so njihova dejanja sprožilci za zaplete, ki jih ponavadi tudi sami razpletejo, je v mangi zgodba bolj razgibana. Ne osredotoči se le na posameznika, temveč na posameznika plus skupino likov, ki ga obdajajo in vplivajo na njegove odločitve ter pomagajo pri poteku zgodbe. Tako lahko skoraj vsak bralec mange najde lik, s katerim se lahko poistoveti, če tudi tega ni zmožen storiti z glavnim likom. Povsem drugače je za ameriške stripe. Bralci le-teh imajo velikokrat izbrane določene superjunake, katere poveličujejo in tako raje posegajo po stripih z njimi kot glavnimi liki, saj stranski liki v teh stripih ne igrajo tako pomembne vloge kot v mangah. Temu primerno so nastale majhne, vase zaprte skupine oboževalcev, ki posvečujejo svoj čas in denar skoraj izključno svojemu najljubšemu superjunaku. Primer tega so na primer večne vojne med bralci stripov dveh največjih stripovskih založniških hiš, Marvel in DC. Stil pisanja je v obeh vrstah stripov relativno podoben. Uporablja se govorne oblačke, pa tudi ti pisave je v ameriških prevodih japonskih stripov isti. Glede razlik v jeziku je tu težko kaj doreči, saj se le-ti razlikujejo zaradi načina govora in izražanja, pa tudi dejavnikov, kot so tematika in detajli zgodbe. Največja razlika pa je v tem, da se mange tako v originalu kot v angleškem prevodu večini bere od zadnje platnice nazaj, medtem ko se ameriške stripe prebira na isti način kot knjige. No, razlikuje se tudi po nastanku. Medtem ko avtorji ameriških stripov ponovadi štejejo le kot pisatelji, tisti, ki zasnovanjujejo zgodbo in lik, risanje ter barvanje pa prepustijo svoji ekipi, ki je navadno sestavljena iz izurenih risarjev ali tovrstnih umetnikov. Strip ni delo le ene osebe, temveč skupine ljudi, ki dela pod vodstvom te osebe. To pa vsekako ne pride v poštev pri manga avtorjih, ki so drugače poimenovali mangake.
saj ti postorijo za zgodbo vse od začetka do konca in so odgovorni za in tako risanje in obrobljene ter barvanje. Sami postorijo za pomembno in če mi to ne uspe, pomoč poiščejo pri svojih sodelavcih, to je majhna skupina zaupanja vrednih ljudi. Stil v mangi pa se nikoli ne spremeni kot v ameriških stripih, ki so zaradi dolžine zgodb in prepletanja z ostalimi zgodbami velikokrat delo različnih risarjev in celo piscev. Na slajdu pa imamo dva primera, kjer se meja med stiloma ne zabriše, saj imamo na levi strani strip, ki ga je narisal Japonec, na desni strani pa imamo mango, ki je delo ameriške mangake. Kot smo že prej omenili, se ameriški stripi osredotočajo na junaštva enega samega lika, medtem ko se mange posegajo po veliko bolj razvejanih zgodbah, ki vpletajo veliko število posameznikov. Ampak to je samo ena izmed mnogih razlik, ki jih bomo omenili. Ameriški stripi so neč na enem samem karakterju, se velikokrat strnjeni v ogromno število izdaj, ki se lahko raztezajo tudi čez desetletja. Superjunaki so zaradi posebnih moči in spleta okoliščin velikokrat nesmrtni, neranljivi, kar seveda avtorji s pridom izkoriščajo. Zgradijo njihove zgodbe in potek vse do trenutka, ko karakter umre. Toda v zadnjem desetletju je celo smrt postala nekaj irelevantnega, saj se je izkazalo, da smrti superjunakov pomenijo prevelik udarec na žepe založniških hiš in se je začela širom uporabljati metoda oživljanja likov. To lahko izpade zelo hitro, za lase privlečeno, vendar večinoma bralcev ter zbirateljev to še ni odvrnilo toliko, da bi nehali jih brati. Mange po drugi strani pa temeljijo na zgodbi, ki ima klasično zgradbo zapleta, vrha in zaključka. To še ne pomeni, da so mange zato kratke ali pa da primerljive s knjigami in vizualnimi novelami. Obstajajo primeri, kot so recimo Detective Conan, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Vse te mange so in še vedno nastajajo že več kot desetletje, kar se mogoče ne more kosati načeloma z nekaterimi stripi o superherojih, kot naprimer Superman, katerega serija traja že približno 70 let, vendar je pa zgodba kljub temu vsem ravno tako vredna ogleda in, če smo iskreni, tudi dosti bolj pregledna in berljiva kot na tisoče izdanih stripov o omenjenem superjunaku. Raznolikost zgodb mangi s primerjavi z zgodbami o superjunakih, ki vedno težijo k porazu zla, podaja tudi možnost za vedno večji spekter bralcev. Najstnice posegajo po romantičnih shoujo mangah, medtem ko fante bolj zanimajo shonen mange z moškim glavnim likom. Dejstvo je, da so ameriški stripi priljubljeni predvsem med moško populacijo, kar postavlja žensko manjšino. Nekateri celo menijo, da so stripi ustvarjeni resnično le za zadovoljitev po akciji hrepenečih najstnikov. V ameriških stripih stvari kot so romanca, socialne razlike in kultura ne igrajo tako velike vloge, kot bi v nekaterih mangah. Tako so glavna tema slednjih lahko tudi različne vrste socialno-konfliktnih situacij, kot so rasizem, tabuji, homoseksualnost in podobno. Teme ameriških stripov prav v tem primanjkujejo in tako podajo vedno enako sporočilo o mejah med dobrim in zlim. Mange pa v skladu z risarskim stilom gledajo na svet s paleto sivin. Torej, ameriški in japonski stripi so si osnovno prav tako oddaljeni, kot sta si državi tudi sami med seboj. Če se sprašujete, kaj je bolje, vam na to vprašanje nažalost nihče ne bo znal odgovoriti, saj tu primerjave skoraj ni mogoče izpeljati. Posamezniku, ki je neodločen, lahko le svetujemo, da si na podlagi lastnih izkušenj z obojim ustvari lastno mnenje in najpreprosto uživa v branju teh pohvale vrednih umetniških del. Hvala za vašo pozornost. To bi bilo vse.